Alpina, korak navzgor. Alpina, korak naprej. Ni še dolgo tega, kar smo v redakcijo dobili razglednico iz Pakistana s pozdravi majhne slovenske odprave, v okviru katere naj bi se Slavko Svetičič sam povzpel na Gašar Brum 4. Potem pa so začele prihajati zaskrbljujoče novice. Odlični slovenski alpinist, ki je doma in v tujini zaslovel svojimi izjemno težavnimi in hitrimi solo vzponi, je 16. junija sam vstopil v 2500-metrsko steno. 20. junija so ga tik pod vrhom videli člani korejske odprave, potem pa se je za Slavkom izgubila vsaka sled. Spominu na alpinista in prijatelja, ki je za zmeraj ostal na pobočjih svoje Sanske gore, posvečamo film, ki je nastal, ko smo ga jeseni leta 1993 spremljali pod Anapurno. Nepal je dežela mnogih ljudstev, jezikov in verovanj. Toda vsem je skupen spoštljiv pozdrav, ki ga v tej deželi slišiš na vsakem koraku. Namaste, kar pomeni pozdravljam tisto, kar je Božjega v tebi. Verovanje, da je nekaj Božjega v vsakem človeku in v vsem, kar nas obdaja, je tako globoko, da daje pečat vsakdanjemu življenju slehernega prebivalca te dežele in se dotakne celo tujcev. Na enem najbolj hrupnih trgov v starem delu Katmanduja, kjer se od jutra do večera gnete množica ljudi in trgovci na ves glas ponujajo svoje blago, stoji svetišče boginje Anapurne. Anapurna je nepalska boginja izobilja, uspeha in sreče. Imenujejo jo darovalka življenja. Častijo pa jo v podobi dragocene srebrne posode. Toda najmogočnejše svetišče ima boginja Anapurna daleč od hrupnega mesta. Po njej se imenuje velikanska 40 km dolga gorska veriga, Anapurna Himal. Sredi tega gorovja leži težko dostopna gorska dolina, obdana z mogočnimi vrhovi, ki so med najlepšimi v Himalaji. Po izročilu je to domovanje mogočne boginje, ki ga varuje njen sosed Hiunčuli, gospodar snega. Najvišji vrh nad dolino pa je Anapurna 1, 8000-ak z veličastno južno steno, ki je sanjski cilj mnogih alpinistov.
Izobilje? Nikoli nisem živel v izobilju. Zame je izobilje možnost, da bi lahko kar naprej samo plezal. Plezal v velikih, težkih stenah, v Andih, v Himalaji. Plezati v Himalaji je drago, strahotno drago. Kar precej takih lebetonskih pošasti je treba prepleskati, da lahko greš tja. Takole višinsko delo je pravzaprav zelo podobno plezanju. Podobno je tistemu, kar počnemo v stenah. Ista oprema, iste kretnje. Ampak s pravim plezanjem tole nima ničesar skupnega. Tole počnemo samo zaradi zaslužka, saj so višinska dela kar dobro plačana. Gotovo mnogo bolje, kot če bi delal za kakšnim strojem v tovarni. Tukaj smo vsi alpinisti, pa nikoli ne govorimo o plezanju. Saj vendar vsi premišljujemo samo o stenah, o gorah, ki se nekje nedosegljivo daleč bleščijo v soncu, o mrazu, ki ti zleze v dušo in ga nikoli več ne pozabiš, o viharjih, ki se prav zdaj, ta hip, zaganjajo v grebene. Če bi začeli govoriti o vsem tem, ne bi nihče več zdržal. Ker pobegnili bi v hribe, v stene, plezat. Bolje, da smo tiho in pleskamo. Več, ko je pleskanja, bližja je Himalaja. Včasih je tudi Matjaž plezal z nami. Skupaj smo preplezali marsikatero steno. Potem pa se je lotil podjetništva in pri tem je ravno tako uspešen kot prej pri alpinizmu. Strašansko trmast je in zmeraj doseže cilj, ki si ga zastavi. Zdaj je naš delodajalec v podjetju, ki je iz plezarije naredilo uspešen posel. Alpinizem je zame način življenja, način sožitja z naravo. Vsak človek je neločljivo povezan z naravo. Modrost je to, da se te povezanosti zavedaš, da se naučiš spoštovanja. Alpinizem ni boj z naravo. Z naravo se ne moreš boriti. Neskončno močnejše je. Boriš se z lastnimi napakami in slabostmi. To je bistvo alpinizma. Gore pa. Gore so izziv. Če si dovolj močan, da si temu izzivu kos, potem je čudovito lepo. Če dovoliš, da te slabosti premagajo, pa čeprav samo za hip, potem ostane samo strah. Mnoge alpiniste poznam, to je moje delo, saj pripravljam televizijske oddaje o gorah. Ampak Franček in Slavko sta nekaj posebnega. Konec 80-ih let je Franček preplezal nekaj osupljivo težkih smeri. Sam je splezal na Trango v Karakoromu, preplezal steno Bagiratija 2 in v Alpah nekaj smeri prav na meji mogočega. In Slavko? Harlinovo smer v Eigerju je pozimi sam preplezal v pičlih 27 urah. Začrtal novo ekstremno smer na Grand Joras in preživel dolge dneve samotnega plezanja po zahodnem grebenu Annapurne, kjer mu je samo orkanski veter preprečil pot na vrh. Gotovo oba spadata med najboljše alpiniste na svetu. Za oba je značilno, da najraje plezata sama, torej solirata. Ko sta nenadoma začela plezati skupaj in sta v navezi opravila nekaj zelo odmevnih vzponov, je to vzbudilo precejšno pozornost. Pomenilo je, da načrtujeta nekaj zares velikega. Ko sem bil še smrkavec, me je kar razganjalo od energije. Počel sem vse mogoče, najrajši sem pa hodil v hribe, pa ne po označenih poteh, kjer kar naprej srečuješ ljudi. To me je dolgočasilo, začel sem iskati skrite, samotne kotičke. Čim bolj divje je bilo, bolj me je mikalo. Tako sem začel plezati. Plezanje imam v krvi. Čim težje, bolj svobodno se počutim. Samo kadar plezam, imam občutek, da sem to, kar sem v resnici. Najlepše je plezati prvenstvene smeri, ko veš, da tega ni naredil še nihče pred tabo.
ko posežeš po nečem, česar se še nikoli ni nihče dotaknil. Ajdovska deklica je med vsemi mojimi smermi nekaj čisto posebnega. Nobena stena na svetu nima tako lepega obraza. Čudovita stvaritev narave je. Ampak obraz vidiš samo oddaleč. Kadar plezaš v steni, obraz izgine. Pravzaprav takrat izgine vse. Vse, kar tisti hip obstaja, so oprimki, stopi, stik s previsno steno, ki zahteva od tebe skoraj več, kot zmoreš. S plezanjem je kot s hojo po stopnicah. Zmeraj višje hočeš, zmeraj več, zmeraj težje smeri hočeš. Kje je meja? Kje je tista najvišja, zadnja stopnica? To je pa največje vprašanje. Jaz bi rad plezal, samo plezal, cele dneve, vsak dan. Težko je dobiti soplezalca, ki bi bil enako obseden, zato sem začel plezati sam. Počasi sem začel pa v tem uživati. V tem sva si s Frančkom zelo podobna. Drugače pa sva zelo različna. Skupaj sva bila na odpravi na Jalung Kan pa na Cerro Torre, ampak nisva plezala v isti navezi. Včasih sva se srečala pod isto steno in šla potem plezati vsak svojo smer. Ko sva se zadnjič srečala pod marmolado, sva si rekla, zakaj ne bi ene splezala skupaj? In sredi stene sva nenadoma začela govoriti o Himalaji. Ko sva zamisel omenila Matjažu, jo je vzel zelo resno in tako smo naredili načrt za prvenstveno smer v južni steni Annapurne. Matjaž je prevzel organizacijo in finančno plat odprave, midva pa plezanje. Matjaž je res zelo podjeten organizator. S seboj na odpravo je povabil tudi televizijsko ekipo. Tako smo se vsi skupaj znašli pod ostenjem prisanka, da bi spremljali zadnje Frančkovo in Slavkovo plezanje v domačih gorah pred potovanjem v Nepal. Južna stena Annapurne. Nova smer v tej strahotni zloglasni steni, pa še na alpski način po vrhu. Moj bog, kakšen izziv. Plezanje ajdovske deklice je bilo kot prijateljski stisk roke ali kot poljub za slovo nekomu, ki ga imaš rad. Tale Frančkova smer je res imenitna. Plezanje je pravi užitek. Ves čas sem premišljal, kje pravzaprav sem. Plezam po licu, po čelu, ustnicah. S tako lepim dekletom bi se moral pravzaprav poljubljati, ne pa plezati po njenem obrazu. Nepal. Dežela belih gora, ki se dvigajo nad oblake, strmih kamnitih poti, zglajenih od bosih stopal nosačev, globokih dolin in divjih deročih rek. Bili smo na poti, da bi uresničili neke sanje in da bi spoznali svojo zgodbo o Annapurni, kakršnakoli že bo.
Na teh stezah nismo bili edini tujci. Ljudje iz vseh koncev sveta prihajajo, da bi videli Himalajo. Nezadržno jih privlači, čeprav večina ne zna pojasniti, zakaj. Kaj je tisto, kar daje tem goram skoraj čarobno moč? Ljudje, ki živijo ob vznožju Anapurne, so prijazni gostitelji. Do svojih gora čutijo neizmerno spoštovanje in od tujcev pričakujejo, da bodo občutili isto. Gurungi verujejo, da so gore domovanje njihovih bogov. Veter, ki boža molilne zastavice, odnaša prastare molitve k belim vrhovom, kamor se sklanja nebo. Odkar pomnijo je tako. Mača Pučare, gora, na katero ne sme nihče plezati, varuje ozko dolino Modi Kole, edini dostop v Anapurnino svetišče. Včasih je bila to prepovedana dolina, zdaj pa so mnogi namenjeni tja. Toda zelo redki so, ki si želijo plezati v južni steni Anapurne. Še manj je tistih, ki dosežejo vrh. Nekateri med njimi pa se nikoli ne vrnejo. Prijatelji so vso pot govorili o plezanju in o vseh mogočih težavah, ki bi Frančka in Slavka lahko čakale v steni. Mene pa so vse bolj zanimale zgodbe, ki so jih o Anapurni pripovedovali domačini. Vode, ki se rojevajo iz njenih snežišč in ledenikov, so zanje svete. Njihovim poljem lahko prinesejo bogato letino ali pa opustošenje, kadar v deževnem obdobju pobesnijo in rušijo vse pred seboj. Dolina je tako ozka, da je komaj dovolj prostora za ozko stezo, voda pa dere z vseh strani v mogočnih slapovih. Vode so že od nekdaj varovale to dolino pred vsiljivci. Le pastirji in pobožni menihi so si v preteklosti upali sem, saj pravijo, da je dolina domovanje mogočnih duhov in demonov. Prvi zahodnjaki so prišli sem pred 30 leti, potem jih je prišlo vsako leto več. Za domačine pa je dolina še zmeraj polna skrivnostnih sil, ki se jim človek ne sme zameriti s prav nobenim nespoštljivim dejanjem. Visoko v gorah, kjer je zrak že redek in ima marsikdo iz doline že težave z dihanjem, se svet nenadoma odpre. Vstopili smo v svetišče Anapurne. Celo tu, visoko v Himalaji, kaže podobo razkošja in nas kopari z darovi svojemu ljudstvu.
Idilična pokrajina, polna spokojnosti in miline, me je tako očarala, da bi skoraj pozabila na drzni načrt, ki nas je pripeljal sem. Prav lahko je razumeti, zakaj so prihajali sem menihi iskat nirvano. Toda naš cilj je bil čisto drugačen. Nad nami se je kot ogromen skalnat oltar dvigala južna stena Anapurne, ki smo jo zdaj prvič zares videli. Kdor prestopi tanko nevidno črto, spozna, da ima boginja lahko tudi drugačen obraz. Ljudje, ki živijo ob njenem vznožju, se že od nekdaj zavedajo njenega dvojnega bistva. Podobe raja in pekla so le redko tako blizu, le nekaj korakov jih ločuje. Svet himalajskih vzponov ni svet idiličnih pobočij, kjer se pase živina. V tem svetu vladajo ledenikom, stenam in vrhovom grmeči plazovi, viharji in sile uničenja. Na misel mi je prišla mračna, grozljiva podoba na Anapurninem svetišču v Katmanduju, druga podoba boginje matere, ki jo častijo tudi kot Kali, uničevalko. Boginja, ki daje življenje, ga lahko tudi vzame, in njen drugi obraz je strašen. Sprva je kazalo, da bo šlo vse po načrtu. Potem pa mi je postajalo vse bolj jasno, da je ta stena tista stopnica, na katero ne bom nikoli stopil. Počutil sem se slabo, strašno slabo. Zvečer, preden naj bi se slavcem lotila vzpona, je postal občutek, da mi življenje kar nekako ugaša, že prav grozljiv. Nisem si ga znal razložiti. V gorah sem doživel že zelo hude trenutke, ampak to je bilo drugače, mnogo globlje in mnogo bolj dokončno. Ni me bilo strah stene, postalo me je strah tega, kar se je dogajalo v meni. Govorili smo o vzponu. Jaz pa sem čutil, da ne bom šel plezat. Nekaj je bilo narobe in to smo vsi čutili. Koliko takih večerov pod stenami je že bilo, a še nikoli mi ni bilo tako težko kot zdaj, pod steno, o kateri sem sanjal, ki sem si jo tako želel preplezati, a sem čutil, da je ne bom nikoli. Jutro smo dočakali zaskrbljeni in v strahu. Franček se je pozno zvečer dobesedno zgrudil. Iz ure v uro je bil šibkejši in ustrašili smo se za njegovo življenje. Sirdar in njegov pomočnik sta pohitela še ponoči v dolino, da bi poklicala pomoč, mi pa smo si po svojih močeh prizadevali pomagati prijatelju, ki nam je pred očmi kar ugašal. Zvok helikopterja, ki je zakrožil nad taborom, nam je prinesel nepopisno olajšanje. Hkrati pa zavest, da smo priče zadnjemu poglavju neke zares bleščeče alpinistične poti.
Mislil sem, da bom umrl. Z neizprosno jasnostjo sem se zavedal, da se ne poslavljam le od Anapurne, ampak od alpinizma sploh. Nekaj, za kar sem mislil, da je bistvo mojega življenja, bo za zmeraj ostalo pod to steno. Najbolj nenavadno pa je bilo, da je to spoznanje prišlo skoraj kot olajšanje. Matjaž ne mara nepričakovanih zapletov in težav, ki se izmikajo njegovemu nadzoru. Kot vodja odprave je bil pred zelo težko odločitvijo, ki pa je ni mogel niti hotel razrešiti sam. Zato se je barantanju s pastirji posvečal še bolj vneto kot ponavadi. Odločil se je lahko le Slavko in nihče drug. One, two, three, four, five, no! Nenadoma je bilo vse drugače. Pravzaprav pa sem že ves čas vedel, da se moram s to steno srečati na svoj način sam, tako kot sem se z zahodno steno. Takrat sem prišel skoraj na vrh, skoraj. Plezati sam v taki steni, to je popolna svoboda. Svoboda gibanja, bivanja, ko čutiš, da je vse odvisno samo od tebe in tvoje gore. So trenutki, ko to zmoreš. In takrat greš v steno. Slavko se je odločil, da bo sam preplezal novo smer v južni steni Anapurne. 3000-metrski gmoti ledu in skal, kjer je umrlo več ljudi, kot pa jih je kdaj doseglo vrh. Vsi smo držali pesti zanj. Baza, javi se. Tu baza, hombre. Tu je pravi džumbos. Zajel me je kamnit plas, na srečo nič hudega. Malo mi je poškodovalo uho, pa roko v levo, v desno nogo. No, začelo je fajn smišiti, obzalo sem se dal pod en previs, ker zdaj čakam na spuščanje. Hombre, koliko si na višini? Ajne, 600-700 nekaj tega. To je odlično, se dobro počutiš? Ja, v redu. Potem, ko je le za las ušel kamnitemu plazu, se je Slavko vrnil v višinski tabor 5300 metrov visoko. Dnevi so bili nenavadno topli in iz stene so nenehno grmeli plazovi in podirajoči se seraki. Čas, namenjen naši odpravi, pa se je neizprosno iztekal. Kako? Vedi? Zdravo, a? Takrat je bila ena 10 ura. 10? Ja, in so prišle megle, pa na hitro se je odtoplila, veš. In samo sreča, da sem najdel tisti previs, ne. Je napzajl, drugače. Je pa tako, kad bi Formula 1 poslušal. Še dobro, si prišli malo abzajle, si sproti. Ti kak je pa naklonina tule nad? Ja, od začetka je 45 stopinj, pa tam tisti srednji skok, tam je 65 do 70 in raztežaj. Zgornja flanka je pa spet od 45 do 50. Tam on je grebenko je, ne? Ja. Če kaj si noč, danč prav, da si najdel ene stare konopljene štrike,
Starih poskusov? Tu včeraj, ko sem šel nazaj, čisto notro od spodaj, vliv v stebra, ne. Zgleda so tu neki skozi. To se ne vidi, zdajno gledam, veš. Pa kaj si najdel frenda od Lafajla pa od Begina, lanskega poskusa? Ja, to je verjetno od njih, ja. Od sestopa. Ko so bili karabini notri. Karabini, komplet. Tam je verjetno sestop. Tokrat je bila odločitev še mnogo težja kot prej. Vse je bilo na kocki. Uspeh in poraz, sanje o vrhu gore, življenje. Bila je zadnja priložnost doseči cilj, ki je bil tako blizu, pa hkrati neskončno daleč. Baterija imaš noto vrečke, ste? Pozno popoldne 14. dne, odkar smo prišli k vznožju Anapurne, se je Slavko še enkrat odpravil v steno. Pogovor o francoskem alpinistu Pierru Beženu, ki se je pred letom dni ubil prav v isti smeri, se nam je nenehno vsiljeval v misli kot nekakšen opomin. Dan pa je bil topel, pretopel. Slavko je izginil v megli nad ledenikom in našo skrb je od časa do časa pomiril le njegov glas, ko se nam je oglašal po radiju. Pozno ponoči je povedal, da bivakira 6800 metrov visoko v steni in da bo pred jutrom plezal naprej. Zjutraj pa je bil radio nem. Na naše klice je odgovarjalo samo vse hujše grmenje plazov, ki so padali čez steno prav tam, kjer naj bi plezal Slavko. Vse bolj nam je postajalo jasno, da se je moralo zgoditi nekaj strašnega. Slavci, javi se. Slavko, javi se, Slavko, javi se. Slavc, javi se, Slavc, javi se. Slavc, javi se. Slavko, kaj narobe s teboj? Kje se nahajaš? Letel sem v Flomeno. Ne vem še kje. Slavko, kje si? Slavko, javi se. Slavc, javi se, Slavc, javi se. Kje si, Slavc? Pod steno na ledeniku. Slavko, ostani tam, kjer si, mi s Klavdijo takoj prijava do tebe. Zajel me je plaz. Celo snežišče pod mano je zgrmelo v globino in me odneslo 500 metrov navzdol čez steno. Bil sem le na pol živ, slep in ves razbit. Samo radio je bil moja zveza z življenjem. Vedel sem, da me Matjaž in Klavdi iščeta in da iz tabora prihajata šerpi Ank in Dani, a možnost, da bi me sredi plazov in skal, ki so se valile okrog mene, sploh našli, je bila neskončno majhna. Še nikoli nisem bil tako blizu smrti. Morda sem bil nekaj časa celo že na drugi strani, ampak ves čas sem verjel, da se bo vse srečno končalo.
Ko sta Klavdij in Matjaž končno zagledala Slavka, je bilo kot čudež. Toda opoldansko sonce je še bolj zrahljalo sneg in led. Zdelo se je, da se bo sesula vsa stena in se nihče več ne bo živ vrnil v dolino. Na srečo je Klavdij izkušen gorski reševalec in mi je znal pomagati. Čutil sem, da imam poškodovano hrbtenico, ampak moral sem hoditi. Morali smo dol iz dosega plazov. Vsak korak je bil nepopisna muka in do doline je bilo mnogo, mnogo korakov. Moral sem hoditi. Zaradi vsega, česar v življenju še nisem naredil. Helikopterji ne morejo reševati tako visoko v gorah, zato je bilo treba s Slavkom na vsak način priti do tabora v dolini. Kljub hudim poškodbam vratu in glave je Slavko vso pot prehodil sam. Naš prijatelj Šerpa Taši, tudi sam odličen alpinist, je s helikopterjem priletel k nam, takoj ko je izvedel za nesrečo. Sploh ni mogel verjeti, da po takem padcu Slavko še stoji na nogah. Tako je torej bilo. Taka je naša zgodba o Anapurni. Od nje smo se poslovili v jasnem, mrzlem jutru pozne jeseni. Sledili smo pastirjem, ki so se s čredami že vračali v dolino, da jih ne bi prehitela himalajska zima. Gora pa je ostala veličastna in samotna, kot je bila zmeraj. Vrnili smo se k vasem na strmih pobočjih, kjer raste riž in diši po sveže zoranih poljih. To leto je bila žetev bogata, boginja je bila zelo radodarna. Kmetje so komaj zmogli vse delo ob žetvi. Naši nosači so s svojimi težkimi tovori hiteli v dolino, da bi se čim prej vrnili domov. Veselili so se že, da bodo plesali z najlepšimi dekleti v vasi. Bil je čas žetve, čas izobilja, veselja in hvaležnosti. Najlepši dnevi za ljudi, ki prebivajo v zavetju mogočne Anapurne.
Naša zgodba se je razpletla čisto drugače, kot smo si mislili, ko smo odhajali od doma. In vendar je bilo srečanje za Napurno nadvse dragoceno doživetje. Skupaj s prijaznimi domačini smo proslavljali in se veselili življenja. Visoko nad nami pa so se v mesečini lesketala snežena pobočja Anapurne, gore, ki smo ji bili hvaležni in ki je ne bomo nikoli pozabili. Bilo je nenavadno doživetje. Šele zdaj se tega res zavedam. Imel sem neverjetno srečo. Zelo se bom moral potruditi, da bom po tako hudih poškodbah lahko spet plezal. Toda v meni je toliko hrepenenja, toliko želja. Vem, da mi bo uspelo. Najprej bi rad preplezal Grand Joras, potem Kašerbrum 4. Namaste, Anapurna. Pozdravljam vse, kar je Božjega v tebi. Morda se bova spet srečala. Veselim se tega srečanja in vseh čudovitih gora, ki čakajo name.